Nov dan, nov večer. Tu nas je premalo, več nas mora biti. Skupaj moramo stopiti in ne govoriti, da sploh govorijo o tem, da bi tu v našem kraju začeli kaj delati. Ne, mi smo že dosti pretrpeli. V 3 letih, v poletnem času, nisem spala pri odprtem oknu. Kadar pa sem, ko zvečer ni smrdelo, sem se zbudila zjutraj okrog 4 s smradom okrog nosu. Mi lahko govorite, ali je pivoska flaša in konzerva gradbeni odpadek? Rečete ja ali ne? Ne bi govoriti nekaj prezveti. Če je gospod župan trdi, da to gradbeni odpadek, potem ne vem, kje je doktorat dolgo. To navažen smet. To bi bila želitev. Metal zbero, to ni gradbeni odpadek. Ne pa doktor znanosti. Mi smo v zadnjih nekaj let živeli spokojno, lepo življenje, mirno, od trenutka, ko je bilo sanirano odlagališče komunalnih odpadkov Bal, za katere vsi vemo, kako revolucijo so povzročile v Mariboru. V zadnjih 2-3 dnevih nas je vrglo iz tira izjava aktualnega župana, da se namerava na našem območju, torej v neposredni bližini sedanjega odlagališča Bal, postaviti zažigalnica in pa zbirališče ponovno komunalnih odpadkov. Ne gre za to, da samo čakamo na sežigalnice, gre za to, da čim prej postavljamo tovarno za predelavo odpadkov in da pač tisti ostanki, ki bodo potem interesantni za sežigalnico, se lahko uporabljajo v sežigalnici v Dogošah, v starem kopu, gramoznici, v stari gramoznici v Dogošah. Dan bi še toliko vedel v Dogošah, tovarna za predelavo smeti. Zdaj je torej že odločeno, da bo Dogošek, ker to, da bo Snaga nekaj imela sortirnice, se že ve, ampak... Snaga ima eno lokacijo na Teznem, druga primerna lokacija v Dogošah. Zdaj razpisi in tako dalje še niso za to fazo in ko bo to tako daleč, bomo seveda to tudi komunicirali. Z lokalno skupnostjo ne gre pa za nič umazanega, za nič smrdljivega, gre za čisto tehnologijo. Ne vem, koliko steklenice smrdijo, pa piksne, pa papir, pa tak naprej, ne mislim. Jaz sem krajanka Dogoš in ne želim, da bi še enkrat bil odpad to teh svinjarije. Mamo smo že zadelali eno jamo, z gnojom, rečeš, te bale. Zdaj, ko spet nekaj smo nehali s tem sranjom, evo spetno, ponovno, to ne gre v kup. Ja, ne gre v kup. In kjer to misli narediti, boljši, da ne pride v Dogoše, ker ga bomo linčali, rečeš, po domačem, resno, ker je unterhund. Ne 1 leto, ne 2 leti, 3 leta, pa še mogoče več, še zdaj verjetno kaj hlapi med nami. Takrat, ko se je to zapiralo, je bilo rečeno, da bo tu športni park, sprehajališče, lahko bi stadion. Zakaj pa stadiona? Sedi ga tam notri, ga ne boste rešili. Zakaj ga ne bi tu napravili? Zakaj ne bi enkrat na periferiju, pozabljeno periferijo, prišlo nekaj, kar si drugi nimajo. Zakaj te lokacije, te sortirnice ne postavite v Brestenico, v elitno naselje? Sortirnice v Dogošah ne bo, to sem že povedal. Tudi odlagališča v Dogošah ne bo in tudi sežigalnice v Dogošah ne bo. O tem mestna občina nima trenutno nobenih načrtov. Mi... Prosim? Zakaj pa govori po vsem? No, se ravno razlagam, ne. Eno je, torej, tisto, kar je govoril, lokacija Tezno, ne, je to... Premisli prvo, kaj reče? V zvezi z vašim izvajanjem, ki ste ga podali, me zanima to, kaj za vas pomeni tovarna odpadkov, katero omenja gospod Fištravec. Če ste danes tu pred nami, koliko nas pač je, pa pred kamerami, ne vem koliko jih je, zagotovili, da tega tu v tej jami ne bo ne sortirnice, ne tega in tega, zahtevamo pa naj temu predsedniku našega odbora, da se to pismeno z podpisom in župana in celih vaših direktora in celega, ne vem kdo je se odgovoren za to, pismeno preda dokument predsedniku gospodu Golobu. Hvala lepa.
Mestna občina Maribor strmi za politiko, da sploh ne bo potrebovala odlagati odpadkov, ampak celotna zadeva gre v smer predelovanja odpadkov. Ta lokacija pa ni tukaj v Dogošah, ampak je znana lokacija blizu Bohove, torej blizu Leclerca, na bivšem arealu Smreka. Ta lokacija tam je namenjena tako zbirališču kot razvrščanju odpadkov in pa kasnejši predelavi odpadkov. Zelo me presenetilo to, da je prišlo do te informacije, da bi naj tukaj bila ta lokacija, ker v bistvu vemo, da razpis za sam zbirni center, ki je del tega areala in je seveda se nahaja blizu Bohove, poteka že nekje 2 leti in zdaj je v zaključni fazi, tako da do nekih sprememb tudi ne bo prišlo. Poglejte, gospod Fištravec je večkrat tudi na soočenjih rekel konkretno, da nekaj tukaj v Dogošah bo. Enkrat je omenil predelovalnico, občani niso tukaj zastonj si nekaj izmislili, ne? Dejansko je bilo nekaj izrečeno. Ja, župan je to povedal zato, ker bi lahko v prihodnosti, v primeru, da bi seveda prišlo do ustrezne gospodarske iniciative, lahko na tem arealu, ki pa je po prostorskih načrtih namenjen tudi za takšno dejavnost, prišlo do predelave gradbenega materiala. Nekaj podobnega, kar se vrši tudi danes, vendar seveda v drugih okvirih, v okvirih sanacije same jame. To je bilo v tem pogledu mišljeno, ne pa da bi prišlo do razvrščanja smeti ali kakorkoli sploh komunalnih odpadkov, tako kot zdaj so zaskrbljeni občani. Omenil je pač predelovalnico in torej se je verjetno zagovoril. Ne, gledajte, eno so komunalni odpadki, drugo so pa recimo rezultat neke predelave ali pa gradbeni odpadki, to, kar se tudi zdaj dela. Če govorimo o komunalnih odpadkih, to so tisti z temi emisijami, tudi smradom in podobno, to bo vse na lokaciji blizu Bohove, tam, torej, kjer zdaj tudi poteka razpis za zbirni center. Vse te informacije, ki smo jih zdaj v tem času priprav na ta sestanek pridobivali, kažejo na to, da gre dejansko to, kar se pri nas, tako kot se pri nas zdaj demokracija tolmači, da je zdaj demokracija enega posameznika in to, kar si en posameznik misli, to mora biti. Nam nihče ni zanikal. Prvo zanikanje sem slišal zdaj od nekoga iz predstavnika občine, ko je vstopal v dvorano, da tu tega ne bo. Več ali manj vsi poznajo, da je Dogoše praktično komunalna cona mesta, čistilna, centralno pokopališče, bale, kolektorji, Dravski kanal, plinovodi, daljnovodi 400 kV in še bi lahko našteval. Torej, mi smo za Maribor dali maksimum, kar smo lahko. Ne nam pa zdaj več ponovno vračati smeti, ker tega se bomo pa branili, če bo treba tudi s svojimi telesi.